vse te politike, se pravi od davčne reforme, ki razbremenjuje najbogatejše, neobstoječe okoljske in podnebne politike, proračuna, ki ni ne razvojen, ne socialen in novih represivnih ukrepov, to niso politike levo-sredinske vlade, to so politike desne, avtoritarne vlade. In za konec, levica ne more podpirati politik desne vlade, levica ne more podpirati desne vlade. In desna vlada ni samo tista, ki jo vodi Janez Janša, dejanja in politike so tista, ki določijo značaj te vlade. Nažalost je vlada Marjana Šarca začela kazati značaj, ki je bistveno drugačen od napovedanega levo-sredinskega v zadnjih tednih in mesecih, in zato je bil sklep levice ob koncu seje sledeč. Levica ni zadovoljna z dosedanjim izvajanjem sporazuma, kjer se vlada na številnih točkah oddaljuje od dogovorov, prav tako so zaskrbljujoče njene desne in avtoritarne tendence. Vkolikor vlada pričakuje, da bo levica podprla proračuna za leti 2020 in 2021, bo morala vstopiti v teh desnih in avtoritarnih tendenc, v jesenskem delu pa se držati vseh dogovorov iz sporazuma za leto 2019 z levico.